Lep pozdrav, jaz sem Tanja. Jaz pa Simon. Jaz se ukvarjam z marketingom. Jaz pa z strateškim načrtovanjem. Danes vam bomo povedala, kako pomembno je načrtovati v podjetju. Res je. In najbolj pomemben dokument v podjetju je strateški dokument in to je strategija. Najbolj pomembno je, da si v podjetju najprej začrtamo, kaj so vrednote podjetja. Naslednje, kaj je zelo pomembno, je vizija in pa seveda nekako vodilo, torej poslanstvo, kam želi podjetje iti in kaj želi doseči. Ko imamo vse to začrtano, je zelo pomembno, da začrtamo oziroma definiramo tri najbolj pomembne strateške prioritete. Kaj želi podjetje doseči? Ko nekako to vemo, je naslednja pot, da si začrtamo cilje, s katerimi bomo dosegli te strateške prioritete in pa seveda nadaljevanju tudi merljive kazalnike, kajti le ti so pomembni, da lahko mi spremljamo, ali so ti cilji doseženi ali ne. Kaj praviš? Tako je. Ja. Seveda je pa ta strategija kot glavni dokument podjetja, ki pa je seveda tudi živeči dokument, kajti nenehno se spreminja in je seveda načeloma nastavljen od 3 do 5 let ali pa celo več, v večjih podjetjih tudi do več let, kjer je potrebno večje strateško načrtovanje. Zelo pa je povezan tudi z ostalimi oddelki, naprimer z prodajo, z proizvodnjo, z marketingom in o marketingu in o marketinški strategiji vam bo povedala zdaj Tanja. Tako je, ne. Verjetno ste v zadnjih dnevih zasledili, da sem tudi posnela video na to temo, kaj je marketing plan in zakaj je pomemben, ampak danes še hitro na kratko. In sicer marketing plan je nekakšen zemljevid podjetja, ki vam točno kaže, kaj morate narediti po korakih. Kot prvo, morate zelo dobro poznati vaš produkt in vedeti prednosti, kakšne so prednosti vašega podjetja in v čem se razlikuje od konkurenčnih izdelkov. Zelo pomembno je, da veste, kdo je vaša idealna stranka in sicer, da točno specificirate, kakšno stranko si želite, kaj je vaša idealna, naprimer tudi, da si želite, da vas priporoča naprej, da bo redno kupovala vaše izdelke, tudi kakšne hobije ima. Zelo pomembno je, da poznate tudi njene občutke, s čim se ukvarja, ker na tak način jo lahko tudi pritegnete. Zelo pomembno pa je tudi, da veste vašo neko unikatno prednost, lastnost, ki se razlikuje od drugih izdelkov, v nečem, s čem ste samo vi dobri. Zelo mogoče en nasvet. Torej unikatni. Tako, unique selling propositions. Hvala, Simon. Se že nekaj naučil, ne? In tako, mogoče en samo nasvet, malo mogoče pogledate, kaj konkurenca nima, kaj stranke pogrešajo pri konkurenci in vi to koristate v svoj izdelek ali za svojo storitev in je to že vaša prednost. Tako da danes to na kratko, ne? Zdaj, kje naj jo najdete? Najdete naj jo lahko na www.marketingmalihpodjetij.com, tu najdete mene. Simon? Mene pa na simonrzen.com. Pokličite. Ja, tako je. Seveda pa še tudi v tem postu je napisano, kaj vam lahko tudi še dodatnega ponudimo in sicer jaz vam lahko boste kliknili tudi na link in tam boste videli nekaj produktov, s katerimi se še dodatno ukvarjamo in veselim se vašega odziva. Jaz pa vam bom pripela marketinški plan z navodili, ker imate točno pisano, kaj je marketing plan, kako ga izpolniti, tako da bolj pa samo v akcijo. Velja? Ja, zdaj boste pa imeli vse, da boste lahko naredili strateški plan in pa marketinški plan in začeli z načrtovanjem navzgor, da bo vaše podjetje raslo tu gor. Tak, ja. Čau!